Hello friends! Danes, kot vidite, smo napakirani in gremo v François, in gremo v Morzine. Ja. Avto, ko vidite, je tu lowrider. Zdaj sem se spomnil, moram še pritisk v gumah polet, ampak tako da, ja, vzeli smo klasično Scott Ransom od Mateja, Trek Remedy, moj in Last za rezervo. Lani v Leogangu se je zgodilo, smo potamanili Lasta in bilo fajn, da imeli še eno kola, ne? Tako da zato smo vzeli še Lasta s sabo. Če se slučajno to zgodi, dviška ne boli glava, pravijo, in zato imamo to tako in pičala. Gremo z mojim Škodilakom, ki ima že 350.000 km. Rasti motherfucker nas bo pripeljal do Francije in nazaj. Imam sicer stare zimske gume gor in malo drsijo, ampak nič za to, bomo vozili bolj počasi. Tako da ja, kaj ne rečem, gremo prvič v Morzine, je napovedano sicer lepo vreme. Ta vikend danes specifično se odprejo Morzine, prvič v sezoni, da so konstantno odprte. Pri njih imajo dosti pozne začetke, tako da ni nič novega tu. Šatel se odpre tisti vikend, ko mi gremo, in Ližej se odpre naslednji teden, se mi zdi, v peto soboto, tako da imamo nekaj za prefurati, nekaj ne, malo se bo treba najti, malo ne, bomo videli, kaj rata in nič, ko ne rečem. Voila, to je moj Škodilak. Ja, Barbija bomo pustili doma. Bož moj, čičo, ne? Ti, cigane moj. Bi šel zraven, ne ti? Ja. Ola, barako zapremo. Let's go. Zdaj moramo na kafe. Je tako? Brioš. Na brioš. Brioš in kapučino. Kaj se ti razjebavaš, ko da imaš bolje kolke vzmešane? Jaz bom kapučino tam. Zdaj mi prav paša na kafečke. Jaz sem se razvadil in Ragazini, per favore, mi gremo zdaj naprej. Tako da... Via Milano, gasa! She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building, home that I found. I saw no shadow. I felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven. It found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. Guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone.
Stoj. Mi smo zdaj v Dolini Oster in smo šli tankat na eni euro 67 benzina. Mislilo je, da bi morala biti 8,60. Mislilo je, da bi morala biti euro 6, dober euro 60 bi mogel biti. In klint pri teh samopostrežnih benzinskih je to, ko moraš prvo stopiti do noter in pol je tankat kažin. Tako da, dobro. Zdaj bomo tankali. Ima njih 8 litrov porabo. Mislim se, že štarta ni šparala ta zadeva. Že štarta ima, če se vozeš prazen, ima 7, tako da 6,5, tako da liter pa pol več porabe ima, ko ponavadi. Še le na to, da gremo zdaj gor po klancu, je to kar normalno, tudi pihe malo, pa v 4 naloženi smo, tako da avto je kar po tleh, moram reči za mislim, da tako naložen avto že, mislim, da smo imamo prvič, no. Je pa, se pa lepo pelje, moram reči, tako da tu je tu. Motocesti iz Torina iz Milana do Torina je bilo 60 je natankalo. Ja, čak, moče edino če račun koliko na njih. Dobro je, to je to. Let's go, gremo zdaj. Mislim, da smo tam. Tega sem šla samo mimo. Mi? Bo, samo se moram nategniti, oziroma shoditi. Ja. Ja, bo. Kje imamo pauzico zdaj? Imamo pauzico, malo da se nadihamo do prelaza in potem dalje. Gremo jist, Ja. smo lačni pubeci. Tako je. Dolina Aoste. Tam dol je 3500 metrov, tam zad so 3500 visoki hrebi. Tu so že kraji, kamor spadamo. Tudi veš, da si v pravih krajih, kjer puhno motoristov že, pa veš, da so ceste tudi dosti dobre. Dole okrog Torina ni bilo prav nobenega motocikličibista. Ola, zdaj pa papcit. V glavnem, mi smo se stavili zdaj tle nekem lepem parkecu in tle, kakor sem se pogovarjal, ta zaveliščka informacija. Imajo najvišje ležeče trte v Italiji. Mi smo sicer nismo na neki grozni višini, ampak se še kar uspenješ po dolini gor. Tam je star grad, kamnoljen. In tam gor, tisto so vse trte, ki ležijo gore. In tako je, lepo, moram reči, po italijansko narjeno. Imaš pa skozi celo dolino speljano hitro cesto do tunela Mont Blanc, ki stane 50 evrov in je za par kilometrov tunela piko predrago zajeti. To je isto, ko greš skozi Hohetauern v Avstriji, skozi visoke ture, greš pol po dolini, od dolini od celem zeja ven. Tako da, ja. Mi bomo šli pa čez Piccolo San Bernardo, ki je v bistvu prelaz na zahodni strani doline in greš pol čez v Francijo in mislim vse skupaj, da podaljša pot za, ne vem, lahko mogoče za niti na pol ure. Tako da ja, let's go. My best
best friend for 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. In kje smo? Prija pred Maju. Auf dem fucking Morzinen, ja man! Avto se je iz nekega razloga ful posedel zadaj. Tako da... Upam, da niso šli kakvi fedri ali kaj. Tle je zonc, ja. In smo prišli v Morzine po... Koliko je ura zdaj? Po 12 urah smo se nacijazili in prišli do Morzin. Nismo šli skozi Mont Blancov tunel, ki stane 50 fucking evrov. In zato smo pač zagonili še koliko, mislim, da 4 dodatne ure. Fajn voda za tiket. Ki boš pa uvidela? Končno. Končno. Ja, koliki volijo, pa sem sedela. François, oui, oui. Oui, oui. Assis. Challenge. Assis. Assis. Je François Boxer, ki ga gledamo na Instagramu. In ukaz za se usest za Nacu je Assis. In od zdaj naprej tisti pes ni Nacu, ampak je Assis. Tako da ja. Matej se je že lotil razpakiravati kolo, vidim. Si prav priden. Ja, je bila štrhana že, ko sem jo dal hvar, tako da je bil namen, da se strže med potjoma. Kupujmo 10% baterije. Si imel že prazno, ko si prišel sem. Tako da ja. Tle gor je Avarjaj, super Morzin. Tam gor je tisti star del Morzin, ki imaš tudi tiste ilegalne pište not po Boški. In tam čez je Ližej, Let's Get, kjer je tudi svetovni pokal.
Cilj svetovnega pokala sem tudi videl, se mi zdi. Samo ne pa uštimam, ker ne vem, bo dirka ali ne, tako da tu pa ne vem. Je pa drugače ful uštimano. Lepo moram reči, to mi je všeč. Je nov asfalt tle, kar je zmeri tam za po mojih knjigah, tako da. To je to. Bomo videli, kakšen je apartmajček. Menda naj ni prav nov, je bolj tak rustikalen, star stil, ampak nice. Tako da zdaj pa gremo pomagati Mateju razpakiravati kula. Voila! Kje smo, Miki? Morzina, ha? Morzine, baby. To je naš app. In tle noter je kopalnica, imate in ta stari 40, tle sem šel jaz sred prej, zato je odprto, da se moram smrati vse skup. Spalnica mama in tata. Kavč, miza, kuhinja. Dejansko ta pult je ful dober, je masiven, je narjen ven iz tazga lepega lesa. V glavnem, samo da povem, prišli smo po 12 urah vožnje, ker smo šli še čez Latuile, kjer bo World Cup, zdaj, julija 6. se mi zdi. In smo v bistvu s tem zapravili 4 ure, se mi zdi, nekaj tazga na debelo. Ko bi temu rekel, alas is good, ampak lastnika dva sta stara in ne znasta nič angleško. Mote, cubec. To je ko jaz, ko prijem v Italijo. Ne, v italijanski znansko sem zmeniti. Prijem v Srbijo, stari, ker nisem znal ne enega, ne drugega jezika, tako da. To je malo škoda. Stanovanje je, mislim, apartma je dost velik. Za to ceno smo dobili dost velik apartma. Je pa sicer tak star, ne, kopalnica je obnovljena. Žena od lastnika je dost zahtevna. Smo pa dobili tudi garažo za biciklete, tako da naše garaže so zaprte na varnem. Naše biciklete so zaprte na varnem z nosilcem vred, tako da načeloma jutri vstanemo in direkt furat. Direkt z prve čepa. Tako da ja. To. Drugo pa nikaj, ne. Vožnja je bila naporna, nisem nič vozil sicer, so vozili Matej in tata. Tako da Mont Blanc sem prvič videl v živo. To je bil tudi en tak, ima tako kapo belo, na vrh se upam, da videti. Danes je 14. julij. Danes so se pravi super Morzine, kjer je Avarjaz. Avarjajno. Lepljeni ližej so se odprli za celo sezono. Šatel se odpre 27. junija. Šamperi tudi. Morgins, nekaj tazga. Tudi se mi zdi se takrat odpre 27. Tako da Šantel sem gledal, letos bom imel samo 2 meseca polno sezone. Da je odprt čez cel dan, ne, čez cel teden. Tako da moram reči, da sem kar presenečen, da ima dejansko tako ful kratko bike park sezono, no. Ker v Avstriji je zdaj že, ne vem, od aprila samo odprto. In odprto je tja skoraj do konca oktobra. Do konca oktobra nema, do oktobra pa je odprto, ne. Oziroma tako rekel, dokler ne zapade prvi sneg, mu je odprto. In tako no, sem malo presenečen, da imajo relativno kratko sezono. Francoske Alpe nič posebnega. Naši Dolomiti so lepši. Dolomiti, Julijci, Karavanke, Kamniške Alpe, to je vse lepše kot tu. Ampak ja. Nič. Pojedli smo. Pokakali smo.
Kula se navarnem. Umijemo, gremo spat. Mi se vidimo jutri. Aj, čau.